Z nami je torej državni sekretar Jure Trbič, ki ga vabim, da se mi pridruži na odru. Jure, pozdravljeni. Najbolje, da se kar usedeva. Takole, še mikrofon za vas. Hvala. Pa tudi z moje strani oziroma... Mislim, da ga bo mogla samo še prižgati takole. Tako. Tudi z moje strani, pa seveda strani Ministrstva za javno upravo, vsem prisotnim in dobrodošli tudi danes. S tem, da moramo vedeti, da smo že včeraj opravili eno tako kratko anketico preko Mentimetra, smo vas spraševali, kaj je tisto, kar ste si najbolj zapomnili, po čem boste torej imeli nekako vtis v glavi po tistem prvem dnevu konference, in tole so mnenja, ki smo jih slišali. Marsikaj med temi je seveda izjemno zanimivega in potrebnega tudi za pregovoriti, ampak Jure, če se nekako lotiva včerajšnjega dneva in pustiva vse to, kar je za nami, kaj je bilo tisto ključno, kar je prinesel včerajšnji dan? Torej, verjamem, da vsi v tej dvorani vemo, kaj je bilo verjetno glavna novica včerajšnjega dneva, torej podpis vlade in sindikatov z usklajenosti plačnega zakona, ker je tudi en razlog, zakaj moje kolegice danes zjutraj ni tu, ampak verjamem pa, da si lahko vsi skupaj privoščimo en glasen aplavz tako za Mojco, kot za ministra in ne nazadnje vse pogajalce, ker je bil včeraj nek ključen uspeh Ministrstva za javno upravo. Ja, res čestitke, priznam, da smo ves čas nekoliko gledali na telefon, ali je že kakšna vroča novica, ki jo lahko objavimo, in veseli smo bili, da smo jo na koncu dneva tudi lahko. Drži. Sicer pa v sami razpravi, včeraj tudi sam sem si vzel čas, da sem lahko spremljal praktično celo konferenco in tudi sam lahko rečem, je bilo več kot zanimivo. Imeli smo 3 zanimive sklope, uvodoma seveda je imel direktorat za javni sektor. Pohvalo sem mogel reči, lejte, se veste, moramo se tudi sami pohvaliti, drugače nas kdo kar spregleda. Pa vendar, torej, poleg same spremembe plačnega sistema, ki je bila predstavljena, verjamem, da je bilo kar korektno in koristno predstavljene načrtovane spremembe uslužbenskega sistema, pa ne nazadnje tudi splošni demografski podatki in seveda izzivi, s katero se tako kot družba, država, ne nazadnje lokalna samouprava soočamo. In predstavljenih je bilo tudi nekaj primerov dobre prakse, morda iz tujine, denimo Belgija, tako da kako s kadri, med drugim tudi znan slajd, manj šefov, več vodi, pa vendar ne. To je v prvem delu, vsaj meni, ostalo kot neki ključni poudarki. Ja, vse skupaj se je dejansko začelo z debato direktorata za javni sektor, kjer smo torej imeli v ospredju tako uslužbensko kot tudi tako prenovo uslužbenskega kot plačnega sistema. Je bilo pa zanimivo ravno ta debata, ki se je potem tudi navezala na kasnejšo drugo debato z upravnimi enotami, torej kako pridobiti kadre, kje so mladi, kaj se je dejansko zgodilo s primerom Belgije. Na kakšen način lahko rečeva, kaj so bili mogoče tisti zaključki, poleg seveda tega, kar smo si zapomnili, več vodi, manj šefov, kaj je tisto, kar bi lahko nekako strnili kot zaključek debate o kadrih in o pravzaprav težavi, kako pripeljati kadre in kako jih zadržati v javni upravi? Ja, po mojem videnju je bilo predvsem tukaj izpostavljeno to, da bodo potrebni neki novi pristopi. En del seveda sistemsko, ker se recimo sprememba plačnega in uslužbenskega sistema tudi seveda targetira, drugo pa tudi na pravzaprav, kar je tudi nazadnje malo druga debata že nakazala, pa tudi tretja, tako kot smo na koncu zaključili, v bistvu v ljudeh in v tem sodelovanju, in bomo se morali potruditi tako organizacije kot sistem, kot nenazadnje vsi mi posamezniki, predvsem vodje, kako adresirati, kako naslavljati pač predvsem mlajše generacije, ki vemo, da smo pač rekel različne, mislim, da nas je marketing odlično razdelil po segmentih, ampak pravzaprav dejstvo je, da mlajši imajo seveda malce drugačne vrednote, drugače so izražene, in denimo primer iz Belgije je tudi lepo pokazal te stvari. To je bilo meni tisto ključno, kje bodo jutri pomembne spremembe, pravzaprav že danes, da bo jutri seveda
boljši. Če se nekako vrnemo na ta primer, recimo tisto, kar se je meni zdelo zelo zanimivo, je, da mladi dejansko več ne iščejo zaposlitev za nedoločen čas, kar je bilo pa tudi nekako drugače, kot sem si sam predstavljal, pa je, da imajo zelo veliko stopnjo ozaveščenosti v družbi. Da njim dejansko ta argument pomagal boš sočloveku, da bo njegovo življenje boljše, lažje, da jim to dejansko nekaj pomeni. Se mi zdi, da ko smo mi odraščali v tisti generaciji tranzicije, je bilo skrb za sočloveka nekje na 7. mestu. Oziroma ni bilo tako močno zasidrana želja po pomoči in potem, da si kot človek seveda del skupnosti. Ja, na nek način tudi kot pripadnik te vmesne generacije se kar strinjam. Nažalost se mi zdi, da je bilo tam v 90-ih prelomu največja vrednota znajdi se. Ne. Ampak glej, nismo vsi sledili samo temu. In kot zanimivost tudi raziskava OECD iz zadnjega sklopa včerajšnjih razprav je pokazala, da je v Sloveniji, da najbolj zaupamo sočloveku. Tako da mislim, da nekaj še vseeno imamo in na tem je fino tudi graditi, ne nazadnje. Ja, zadnja razprava je bila razprava direktorata za kakovost, nekako pa lahko rečemo, da smo čez cel dan uporabljali predvsem besedo sodelovanje. Da je bilo ključno, da si je Ministrstvo za javno upravo pravzaprav drznilo narediti takšno konferenco, takšno srečanje različnih deležnikov, na kateri se izpostavijo tematike, ki kažejo na to, da brez sodelovanja različnih deležnikov pravzaprav velike spremembe ne bodo možne. Ja, to je dejstvo. Ne. Mislim, je pa recimo del Ministrstva za javno upravo, seveda tudi direktorat za kakovost, kjer se ukvarja z recimo to, kar smo se tudi včeraj omenjali, tudi s kakovostno pripravo predpisov, ki že sama po sebi tudi v teoriji, če hočemo, zahteva, bi rekel, čim večjo participacijo. Ne. Je pa dejstvo, nekje je seveda mora biti tudi meja, ker pač samo veliko razprav nam seveda ne pripelje do nekih ukrepov. In glede na to, da vsi vemo, ne, pač čas gre naprej, razvoj gre naprej, če ti stagniraš, pač se da nazaduješ. Tako da mislim, da eno izmed umetnosti je tudi vedeti, kdaj, pa kako peljati to participacijo. Ne dvomim, danes tudi je seveda veliko predstavnikov iz občin, občinskih uprav, ki to še posebej dobro na lokalni ravni poznajo. Nekje pač seveda je pa treba tudi mejo, kdaj se razpravlja, kdaj se ukrepa in kako seveda ukrepa analizira in pelje. Pa da nimo na kadrovskem področju, na področju upravnega servisa na terenu ali ne nazadnje tudi pri pripravi predpisov. Kaj pričakujeva danes? Danes bodo v ospredju nove 3 tematike in sicer najprej se bomo dotaknili lokalnih volitev, potem nas čaka razprava o stvarnem premoženju in za konec še javno naročanje. Spet 3 teme, ki so recimo temu in trdi oreh in hkrati marsikaj je na tem področju že v veljavi, že v pripravi, se že dogaja. Kaj lahko pričakujeva na teh 3 razpravah? Ja, danes, mislim tako, ne, kaj vidite po konferenci, pravzaprav na MJU je strašansko zanimivo. Ne. In tudi zelo pravzaprav veliko stvari počnemo, ne, sploh po različnih seveda direktoratih. Po mojem mnenju, no, pa upam, da se ne motim, no, še posebej danes se mi zdi, da so vse te 3 teme zanimive tako za obiskovalce tudi z drugih državnih organov, predvsem pa morda za vse, ki ste prišli iz občinskih uprav in iz občin. Definitivno recimo v prvem segmentu pričakujem enega naših boljših direktoratov in ja, seveda lahko to rečem za vsakogar, ne. Pa vendar direktorat za lokalno samoupravo, nevladnike in politični sistem bo imel danes sicer fokus na spremembah zakona o lokalnih volitvah in lokalne demokracije, ampak oni izvajajo ogromno še zelo zanimivih stvari, ki jih na nek način seveda tudi bomo danes gotovo v razpravi slišali. V naslednji točki, če se ne motim, bo potem razprava odprta na področju stvarnega premoženja, kako to počnemo, kakšni so strateški plani za naprej in pač v luči predvsem, bi rekel, na nek način nepremičnin. In seveda za konec pa seveda nekaj, kar nas pravzaprav vse veže, javno naročanje. Ne. In verjamem, tudi kakor poznam, tako ta direktorat kot direktorja in tam njegovo ekipo, da bomo lahko danes razbili marsikateri mit glede javnega naročanja, kakor sem si uspel naprej pregledati, pač kaj bo tema razprav, bomo slišali tudi kakšno dobro prakso. Mimogrede v predprostoru današnje konference, kot ste morda že včeraj opazili ali pa ne, pa vas jaz opozorim, je kar nekaj teh mis, med drugim seveda tudi direktorat za javno naročanje, pa tudi drugi, kjer lahko tudi dobite več informacij.
Ne nazadnje pa seveda smo Ministrstvo za javno upravo in smo vedno odprti tudi za sodelovanje. Poleg sodelovanja, ki je beseda današnje konference, je seveda mogoče izpostaviti tudi besedo modernizacija, digitalizacija. Hkrati se mi pa zdi, da ta beseda nosi dve čustvi. Po eni strani veselje nad tem, da nam bo olajšala marsikaterega izmed birokratskih postopkov, ki je bil težak, nepotreben, zamuden. Hkrati nas je pa majčkeno strah, da ne bo ta digitalizacija, modernizacija v povezavi z seveda umetno inteligenco prinesla tudi kakšne spremembe, ki nam ne bodo tako ljube. Ampak včeraj sva že izpostavila to tematiko in mislim, da ste odlično povedali predvsem to, da nas umetna inteligenca ne more nadomestiti predvsem zaradi pomanjkanja empatije, ki jo ima. Vsekakor. Empatije nima, kreativnosti nima. Umetna inteligenca je pač stroj. In stroj, ki bo naredil tisto, kar mu bo človek dal v neke gabarite za odločanje, algoritem, in pomembno pri tem je, da je to stroj, ki mora služiti človeku. Ne ga nadomestiti. To je, mislim, da je en mit, ki ga bomo tudi jutri ovrgli. Super. Za zaključek pa predlagam, da še enkrat preveriva, kakšno je mnenje udeležencev oziroma kaj pričakujejo pravzaprav od današnje razprave. Tako da lahko kar ustaneva, da bova videla vse rezultate. Vas pa seveda prosimo, da vzamete vaše mobilne aparate v roke in da se nam pridružite ob temle mnenju. Najprej bomo videli seveda takole QR kodo, ki vam bo pomagala, da boste lahko obiskali tole spletno stran Mentimetra. Če slučajno nimate skenerja za QR kodo, pa boste to lahko naredili z zapisom tistele kode na vrhu. Drugače pa tale koda vas popelje torej na spletno stran Mentimetra in tam odgovorite na vprašanje, kakšna bo javna uprava jutri. Torej, zazrli se bomo znova nekoliko v prihodnost, kar nam sugerira tudi ime konference. Kakšna bo torej javna uprava jutri? Super, hvala za prve odgovore. Lahko pa midva seveda tudi pokomentirava tisto, kar se že izpisuje na zaslonu. Bolj povezana, napredna, boljša, digitalizirana, ne bo nam lahko seveda tudi nekaj strahov oziroma realnih pričakovanj, tudi lahko rečemo učinkovita, dostopna in zanesljiva, sodelovalna, uporabnikom prijaznejša, moderna, enostavna, super. Jure, kaj bi izpostavili? Izpostavil bi, da ja, verjetno nam ne bo lahko. Ampak vsaka tranzicija, vsaka rast in napredek prinaša tudi, bi rekel, tiste po angleške hardships, po slovensko recimo izzivi. Ampak se mi zdi, da ključno je vsem, da večino, bi rekel, komentarjev se mi zdi pa vsem malo bolj pozitivnih, pa ne pravim, da je tist, da nam ne bo lahko negativen, kajti je realen. Ampak verjamem, da tudi v luči včerajšnjih razprav, verjamem tudi današnjih, ukolikor ljudje vidimo luč na koncu tunela, oziroma tudi v luči mlajše generacije smisel in poslanstvo v svojem delu in imamo hkrati še vodje, ki stojijo za nami, in nas tudi znajo voditi in imamo so ljudi, da nismo sami, ne dvomim, da ne bomo šli, pa dovolite mi kot politiku, v boljši jutri. Tukaj imamo dve nekoliko daljši mnenji, bolj moderna, avtomatizirana, digitalizirana in upam decentralizirana. Mene je predvsem tale všeč, smiley srčki. To je to, ne? To je ta pozitivnost, ki jo seveda želimo, ampak hkrati, če se lotiva tega, v bistvu mislim, da so tu zbrani kar 4 termini, ki nekako res pritičejo k spremembi, ki si jih želimo jutri. Se strinjam, ne. Zdaj, moderna je lahko marsikaj, ne, ampak verjamem, da marsikatero pravilo, pač treba, tako kot se je že včeraj, recimo sploh v drugi razpravi, se mi zdi, da je zelo dobro bilo povezan ta polje digitalnega, predvsem v smislu podatkov, ne, pa kako to dobro izkoriščati za smotrno in smiselno digitaliziranje postopkov. S tem se marsikatero pravilo lahko tudi avtomatizira, pa ne, da se nadomesti človeka, daleč od tega, ampak kot sva prej rekla, človek in izključno človek, no pa kakšne živali, ampak pustimo to, je sposoben empatije in kreativnosti. Stroj nikdar. In zato uporabimo človeške vire in razvijemo rešitve, seveda, ki bodo nekako moderne, ki bodo avtomatizirale, bi rekel, tista suhoparna opravila, s tem digitalizirali proces
In tako bomo ne nazadnje seveda tudi odprli možnost, da bo zadeva tudi decentralizirana. Mislim, da sta dva poudarka, ki nekako kar štrlita ven. Eno je učinkovitost, drugo pa je nekako modernizacija, digitalizacija. Najbrž gredo stvari z roko v roki, je pa lepo videti takšna, recimo res pozitivna mnenja ob začetku drugega dne konference. Mislim, da smo bili včeraj mečkem bolj pesimistični in skeptični. Kar pa samo dokazuje, da bo jutri še boljši. Super, in mislim, da bo to tudi lep zaključek tegale uvodnega pogovora. Še enkrat hvala državnemu sekretarju Juretu Trbiču za uvodne besede in lepo prosim za aplavz.